Kaj pa je? Hej, ta mim. Kva? Zakaj imaš pa ti Android na iPhonu? Sem ni Android, vidiš, da je iOS. Vidiš? Ej, konca so res, sem zgleda pa isto kot Android, no lej ta predal aplikacij, pa ti, kva, pa widgete imaš kar tako malo. Ja, a veš kaj je možen, tako, ta zadnja posodobitev bila, ne? Maybe so kakšno stvar ali pa dimal z Androida skopirati to. Ja, vidim, če skoristi. Dej, kaj pa so skopirali? Ja, dej, da bom povedal, kaj. Okay. Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes bova na hitro pokomentirala novi iOS 14, novo verzijo Applovega sistema za iPhone. Ja. To je v bistvu mogoče posodobitev, kaj je celo največja v zadnjem času, v zadnjih letih iz strani, pa tako da je tudi zanimiva za pokomentirati. Tako da upam, da vam bo video všeč. Če vam bo, dajte ga spodaj polajkati, komentirati, subscribajte, naročite se na najin kanal, pa ne pozabite na najin Instagram, Facebook, Twitter, tam lahko nama sledite, naj lajkate, ali pa tudi kakšne vprašanja postavite, kaj želite, oziroma tudi lahko kakšne teme predlagate za videe. Zelo dobrodošlo. Tako da mislim, da lahko kar začneva z iOS 14. Ok, to se pravi, iOS 14 je bil predstavljen na dogodku WWDC, je kratica za World Wide Developer Conference, je bil pač letos zaradi korone malo drugačen. In sicer je bil posnet vnaprej, ampak tako, zelo profesionalno. Ja, zelo zanimivo. Pač, Apple zna snimati. Me zanima, kako bo poj z predstavitvijo iPhone 12. Meni tudi. To pač sam toliko na hitro povem, to bo verjetno letos, tam oktobra, novembra prišlo ven. In če v drug val... Ja, pa takrat, pa s tem bo tudi iOS 12, oziroma iOS 14 prišla ven. Zdaj, na dogodku, na samem dogodku, so kar predstavljene par novih stvari. Sicer vse je bil bolj software, programska oprema, neč nove strojne opreme, ampak kar se tiče programske opreme. To se pravi, imamo nov operacijski sistem za macOS Big Sur, ta ne bi posodobil ikone, nov spustni nadzorni center, kar je bolj podoben iPadOS-u, ampak zgleda, da Apple pač verjame, da bo to prihodnost. Potem nov iPadOS posodobljen operacijski sistem za iPade, pač zelo podoben iOS 14, kot sva zdaj do tam gledala. Posodobljen WatchOS za pametne ure, Apple Watch, tudi so ene par funkcij dodali. In pa tako, najbolj pomembna stvar, kar se tiče same strojne opreme, je to, da bo Apple začel v svoje računalnike vgrajevati svoje lastne čipe. Nič več ne bo odvisen od Intelovih čipov, kar pomeni še boljši performance, pa tudi boljša baterija v končnem fazi zaradi boljše optimizacije. Tako kot je pri iPhonih, sami delajo čipe za svoje telefone, da bojo še tukaj lahko za svoje arhitekturo čipov delali programsko opremo. Tako je. Pač, kot je že rekel Andraž, večinoma je bila programska oprema predstavljena, mi da bo pokomentirala iOS 14, ker verjetno vas tudi najbolj zanima, ker ima velika večina tudi iPhone ali pa saj nekoga poznate, ki ima iPhone, tako da je fajn, da malo pokomentirava, katere stvari so zdaj nove in katere stvari so podobne Androidu, povzete iz Googla, ker pač je kar nekaj takih stvari. Nekaj jih kar je. Tako da, ja, dajmo kar začeti v bistvu, kaj je zelo podobnega. Apple je predstavil na iOS 14 nekaj, kar se reče po slovenski knjižnica aplikacij. Predal aplikacij. V bistvu, to je to, kar je na Androidu, ja, predal aplikacij. S tem, da ne vem, že bi sam osebno rekel, da je Apple točno isto stvar naredil, kot jo naredi Android, ker pač Apple vse malo po svoji izmeri naredi in tudi tukaj je tako. Zdaj, te aplikacije v tej knjižnici so zelo sistematsko razporejene po kategorijah in do njih pač tako dostopate, tako da podrsate skrajno desno. In ne potegnete recimo tako gor, kot je pri predalniku za Android. Nama je všeč, ker pač končno je iOS dobil neko metodo, da lahko vi vsaj malo bolj urejate svoj zaslon, da nimate vseh aplikacij nametanih. Je pa pač res, da se oba dva nekako strinjava, da bi Apple lahko še malo več naredil v tej smeri. Ja, sigurno. No. Mislim, je neka rešitev,
ampak mogoče se bi dal še kaj izboljšati, mogoče bo to v kasnejših posodobitvah. Pojma. Zdaj največja razlika proti prejšnjim verzijam iOS-a je pa to, da so na novo vgrajeni widgeti, pripomočki, ker to ni nekaj novega na iOS-u, to je že praktično skozi tam. Zdaj je bilo tako, da je bilo levo treba potegniti in so bili tam in pač samo tam so bili te widgeti, ni jih bilo možno premikati. Zdaj je pa Apple končno naredil, da je podobno kot pri Androidu, da se lahko premikajo gor pa dol po ekranu. Nekaj časa so pač že krožile govorice o tem, midva niso verjela temu, ampak je Apple presenetil, bravo Apple. Ni sicer na enak način vgrajen kot je pri Androidu, kjer se lahko te pripomočki, widgeti pomikajo po ekranu praktično kamorkoli. Tukaj je recimo aplikacije, se lahko sicer pomikajo gor pa dol, widgeti so malo bolj statični, malo pač ne moramo jih premikati kamorkoli hočemo, ampak je pa že korak v pravo smer to. Ja, zato je zelo super. Je pa tako, da pač iOS še zmeraj ni toliko dovzeten za spreminjanje kot Android. Čeprav so si zdaj začeli na veliko govoriti, da bo pač iOS 14 postal nov Android in da dio Android, da ga ne bo noben več rabil. Verjemite, ogromno je še stvari, ki jih Apple nikoli ne bo naredil, pa so na Androidu že 100 let. Oziroma tudi, če jih bo, ne bo na tak način kot Android. Ne, sigurno da ne. Kar se tiče pripomočkov, ena zelo zanimiva pogruntavščina, ki so jo oba opazila, je nekaj, kar se reče Smart Stack, to je po slovensko pametni kupček. In v bistvu gre za to, da se ta pripomoček čez dan spreminja. Čistko, kaj to pomeni? Zjutraj vstanete, ta glaven pripomoček na tem pametnem kupčku je budilka, ker vas zbudi. Potem delate cel dan, je opomnik, ne vem, pejte na malico, pripomoček. Oddelate naslednji pameten pripomoček, pejte v fitness. Oddelate fitness, naslednji pripomoček, opomnik, pejte na večerjo ali pa dajte otroke spat. Dojamete foro. Tako da to je še ena taka pogruntavščina, da pač iOS vam nekako poenostavi življenje. Je pač v stilu Apple, ja. Še ena stvar, ki so se uporabniki iPhone-ov pritoževali skozi, je tudi, da pač ni bilo multitaskinga, ni bilo več opravilnosti na iOS-u nikoli vgrajene, kot recimo sta pač split screen oziroma deljen zaslon, pa picture in picture, kot je slika v sliki. Deljenega zaslona še zmeraj pač ni, čeprav ima recimo iPhone 11 Pro Max še dosti velik ekran, pa ga še zmeraj nima, vsaj iPadOS na iPadih ima to vgrajeno, vsaj nekaj. Je pa Apple zdaj vpeljal sliko v sliki, kar pomeni, da imate pač v nekem majhnem okenčku odprt nek video in zraven po telefonu brskate, oziroma po netu brskate ali pišete v kakšno beležko. En majčken problemček je tukaj, nažalost zaenkrat še ne podpira YouTubea, ker je pač bi bilo zelo fino, da kakšno muziko poslušate v ozadju ali pa kakšen informativen video, recimo najin gledate v ozadju. Žal zaenkrat to še ne bo šlo, upajmo pa, da kmalu tudi to Apple popravi v kakšnem updateu. Ja, zdaj pa še nekaj stvari, tako minimalnih, ki bojo marsikjer ga razveselile. Zdaj, ko aktivirate virtualno pomočnico Siri, včasih vam je zasedla cel zaslon, zdaj je v bistvu samo en majhen oblaček na dnu ekrana. Zelo fajn, škoda je edino to, da je pač ne morete poljubno kamorkoli na zaslon podati, ker jo boste tako pač skenslali. Tako da zelo upava, da v naslednji posodobitvi se jo bo lahko dal premakniti kamorkoli na zaslon. Zdaj še boljše pa to, da bo ratala s to posodobitvijo bolj pametna, bolj intuitivne odgovore bo dajala, kar je bil že tako skrajen cajt, ker je res orang zaostajala za Google Assistantom, tako da to je še en korak v pravo smer, da bo enkrat pač tako je. Zelo pametno. Bravo, Siri. Bravo. Siri, just say that I'm awesome. I'm not sure I understand. Pa prej je bilo tako, če vas je nekdo klical na iPhone, je dohoden klic zasedel cel zaslon. Zdaj v iOS 14, ki naj bi implementirali dohodni klic kot na Androidu, da se lahko samo zgoraj pojavi in da ne zasede pač, da vam ne prekine tistega, kar delate, se javite oziroma prekinite klic, pa delate naprej, brez da bi sploh praktično vedeli, da vas je nekdo klical. Tako da to je spet en korak v ta pravo smer. Tudi v iMessages se bojo končno lahko pripenjala na vrh
tista najbolj zaželena sporočila, da bodo vedno na razpolago. Apple je posodobil tudi aplikacijo Maps, da bodo gor polnilne postaje za električne avtomobile, če slučajno imate to srečo, da enega imate, super, a ne? Ja, ali pa ste tudi bogati. Ja, in ko smo že pri avtomobilih, ena zelo zanimiva stvar, ki se nam je zdela obima zelo pomembna za naprej. Za iOS 14 bo iPhone dobil še eno dodatno funkcijo, in sicer rato bo pameten ključ za vaš avto. Kar pomeni, da Apple je zdaj naredil kolaboracijo z BMW-jem in serija M5 bo dejansko podpirala to možnost, da boste z Applom lahko odklenili avtomobil, se usedeli van, ga pržgali, ko boste nehali ga ugasnili, šli ven in spet zaklenili. Super zadeva na prvi pogled, razen s to izjemo, da pač če boste iPhone izgubili, boste izgubili tudi v bistvu ključe za vaš avto, tako da boste imeli res slab dan, ampak je pa res, da verjetno bo iPhone tudi kakšne varovalke imel, da pač ne bo zlorabil. More, pač v bistvu zdaj bo telefon postal res tretja roka in ga bomo praktično očitno lahko za vse že uporabljali. Ja. Kam smo prišli? Zdaj, za konc še to pa je, da Apple pri novem iPhonu v škatlo ne bo dal polnilca oziroma vsaj adapterja od polnilca in pa slušalkne, ne bi bili bolj ekološki. Zdaj, to je samo pač neke govorice so trenutno. Če vas ta tema zanima, lahko narediva en daljši video na to, dajte nam v komentarjih povedati. Drugače pa tudi dosti filozofiranja za danes. V komentarjih nam povejte, če se bi prijavili v beta program za iOS 14, ki se zdaj tekom meseca julija začne, pa katera izmed teh funkcij se vam zdi najbolj zanimiva, ki sva jih opisala. Upam, da ste uživali v najinem videu. Zdaj teden ali pa dva ne bova objavljala novih videov, ker pač dopust in tako naprej. Ta čas pa lahko skrajšate dopust karkoli z najnimi videi v Huaweiu, o 5G-ju, pa vsemi ostalimi videi, ki so pač namenjeni za pomoč in kakšno analizo stvari v mobilni telefoniji. Tako da uživajte. To je zaenkrat to. Hvala za ogled, pa se upam, da vidimo čim prej. Čau!